Viva podcast za višjo kakovost življenja. Kaj, če bi imeli bolezen, ki ne povzroča nobenih simptomov, dokler ni skoraj prepozno? Rak prostate vsako leto prizadene na tisoče moških, vendar za večino diagnoza ni usodna. Ključ do uspešnega zdravljenja je zgodnje odkrivanje. Ali lahko prepoznamo prve znake bolezni? Kdaj je pravi čas za pregled in katere preiskave so tiste, ki moškim vzbujajo največ strahu? Zakaj rak prostate v nekaterih primerih sploh ne potrebuje takojšnjega zdravljenja? Kako pogosto bolnike prizadeneta inkontinenca in izguba spolne moči? In ali je res, da za rakom prostate prej ali slej zbolijo vsi starejši moški? Na vprašanja, ki se porajajo v glavah moških, odgovarja specialist urolog primarij Dejan Bratuš. Začnimo pa z zgodbo moškega, ki je diagnozo dobil kmalu po 50. letu in danes, 10 let po operaciji, kljub neželenim posledicam, še vedno živi aktivno in polno življenje. Kako se je Jure soočil z izzivi in kaj svetuje drugim moškim? Leta 2015 sem pri svojih 54 po nasvetu osebne zdravnice ob malce povišenem PSA-ju in seveda tudi glede na leta obiskal urološko ambulanto v Izoli. Razen opazne utrujenosti in omenjene rahlo povišene vrednosti PSA-ja nisem zaznal nobenih značilnih znakov, kot so, pogostejše uriniranje, šibkejši tok ali sprememba barve urina, težave z erekcijo, boleč, pekoč občutek pri uriniranju ali celo kri v urinu. Skratka, na znake, na katere naj bi bil moški pri teh letih že pozoren. Spomnim se, da se mi je takrat tista prva nič kaj obetajoča diagnoza kar dodobra čustveno dotaknila, saj o teh težavah in njihovem zdravljenju nisem vedel preprosto ničesar. Tudi sogovornika, ki se je s to boleznijo mogoče že srečal, je bilo kar težko dobiti, saj se moški ponavadi raje izognejo tej temi. Sem pa sam še pred nadaljnjo zdravniško obravnavo le nabral informacije, predvsem iz preprostejše strokovne literature, ki so mi vlile dodatno zaupanje v zdravstvo in prepričale, da tovrstne težave še zdaleč ne pomenijo konec sveta. Dr. Dejan Bratuš, bolnik nam je dal kar nekaj iztočnic. Kdaj se torej pojavijo simptomi, ki jih sicer ni imel, jih je pa naštel? Je lahko tudi omenjena utrujenost znak bolezni? PSA ali prostatični specifični antigen je en encim, ki ga proizvaja prostata, ki je pomožna spolna žleza pri moških in dejansko ima neko fiziološko vlogo. Povišane vrednosti PSA lahko vedno pripišemo nekemu dogajanju na prostati, saj to je v bistvu edina žleza, ki izloča to snov. Vse ostalo v telesu je praktično zanemarljivo. Seveda pa ne pomeni povišan PSA kar diagnoze raka prostate. Povišan PSA najdemo tudi pri povečani prostati, pri vnetih prostati, potem tudi pri določenih fizičnih aktivnostih, recimo po pregledu prostate lahko povišan, po kakšnem dolgotrajnem kolesarjenju, tudi po spolni aktivnosti. Vsekakor pa povišana vrednost PSA je tista, ki nam da neki alarm, da bi pa lahko šlo tudi seveda za prisotnost raka prostate pri takšnem moškem. Drugih simptomov, ki bi kazali na raka prostate, praktično v začetni fazi raka prostate ni. To je bolezen, ki ne dela simptomov sama po sebi. Simptomi, ki so prisotni, to so ponavadi težave z uriniranjem, recimo slabši curek, pogostejše uriniranje, na nek način draženje na uriniranje, da je treba, da se malo mudi na stranišče, nočno uriniranje in tako dalje, tudi krvav urin recimo, so bolj posledica samega povečanja prostati, kar je seveda dosti bolj pogosta bolezen in jo imajo praktično vsi moški na stara leta, in ne nujno raka prostate. Rak prostate prav svoje simptome pokaže šele v napredovalem stadiju, ko je že bolezen razširjena na druge organe. Tako da tipičnih simptomov za raka prostate praktično ni in tudi ta utrujenost, ki jo bolnik omenja, bi se lahko pojavila zgolj pri
napredovalnem raku prostate, nikakor ne pri začetni obliki. Kolikšno vlogo pa ima pri tej obliki raka zdrav način življenja? Prav z načinom življenja se raku prostate ne moremo izogniti. Namreč največji rizični dejavnik pri nastanku raka prostate je še vedno genetika. Torej ima moški, ki ima v družini prisotnega raka prostate, torej recimo bratje, oče, kaki dedek tudi, ima več šans, da v svojem življenju se mu ugotovi rak prostate in to je najbolj pomemben dejavnik. Naslednji pomembni dejavnik je starost. Torej nekje tako, bom rekel, tudi v splošni populaciji se ve ali pa je neko znano takšno pravilo, da če bi dovolj dolgo živeli moški, bi praktično vsi imeli raka prostate. In to je do neke mere res. Če bi zdaj vsi ljudje živeli na svetu 100 let, bi verjetno vsi imeli raka prostate, ki ga lahko s pregledom prostate odkrijemo. To seveda ne pomeni, da je to klinično pomemben rak prostate in da moškega na kakršenkoli način ogroža. Pomembni raki prostate, ki bolnika ogrožajo, so redkejši tudi v teh starostnih dobah. Kako pa, dr. Bratuš, raka prostate najpogosteje odkrijete in kaj pravzaprav pomeni povišan PSA? Kar se tiče odkrivanja bolezni, pa v bistvu odkrivamo bolezni na dva načina. En način je, da pri vseh bolnikih, ki imajo omenjene simptome z uriniranjem, naredimo tudi teste, ki bi nam pokazali, če se lahko torej, kot sem rekel, to niso specifični znaki raka prostate, torej ne morem reči, da se za temi simptomi skriva rak prostate, ampak je ob teh simptomih, ki jih povzroča povečana prostata, tudi prisoten rak prostate. Torej, vsakega takega bolnika naredimo preiskave, da izključimo možnost prisotnosti raka prostate. Drugi način pa so čisto tako imenovani preventivni pregledi, ki se nekako priporočajo moškim nad 50 letom starosti, oziroma če je v družini obremenjeno z rakom prostate že kakšnih 5 let prej. Ta način je pa dejansko z aktivnim iskanjem možnosti prisotnega raka prostate, vključno z določanjem omenjenega PSA. Viva podcast. Ob prvi prej omenjeni diagnozi, katere del je bil poleg ostalega tudi rektalni pregled, pri katerem je bila ugotovljena hiperplazija, to je povečanje prostate, se je izkazalo, da bi bilo dobro čimprej opraviti biopsijo, se pravi odvzem vzorcev prostate. Potem, vsaj pri meni, mogoče malce neprijetnem postopku, je bil tudi histološko potrjen rak prostate. Stopnja agresivnosti bolezni, ki je bila na srečo še omejena na prostato, je imela po Gleasonovi lestvici vrednost 7, 3+4, ja, kar je bilo še na meji med dobro in slabo diferenciranim rakom. Marker prostatičnega specifičnega antigena, mislim PSA-ja, je imel takrat vrednost nekaj čez 7 mikrogramov na liter. Stanje, ki je že nekako kar terjalo dokaj hitro odločitev, katero pa sem na podlagi zaupanja in nasvetov urologa tudi sprejel. Sledila je radikalna odstranitev prostate s takrat še dokaj novim kirurškim pristopom, robotsko prostatektomijo, ki so mi jo opravili v Celju. Dr. Bratuš, katere preiskave mora pacient še opraviti ob sumu na bolezen? Poseben tabu je omenjeni rektalni pregled, ki se ga moški večinoma zelo bojijo. Kakšne so vaše izkušnje? Ja, torej, spet imamo tu dva načina. Pri moških, ki imajo dejansko težave z uriniranjem, so naše preiskave bolj usmerjene v posledice, ki jih lahko povečana prostata na nek način povzroča in niso nujno posledica prisotnega raka prostate. Tu seveda gre za to, da ugotovimo, kakšno je praznjenje sečnega mehurja, kakšni so simptomi, predvsem z namenom, da ustrezno prilagodimo in usmerimo zdravljenje, da takšnemu moškemu čim bolj
omogočimo omejiti ali pa zmanjšati te simptome. No, kar se tiče samega odkrivanja raka prostate, je še vedno kljub vsem modernim preiskavam pomemben omenjeni digitorektalni pregled, torej pregled prostate, ki ga nažalost ne moremo drugače narediti kot s pregledom skozi zadnje črevo, ker se potipa prostata. Res je, da nekako moški ne želijo ali pa so malo v strahu pred tem pregledom, ampak moram reči, da če ga urolog ali pa družinski zdravnik opravi počasi, na nežen način, ni nikakor to neki boleč pregled in se ga moški dejansko ni potrebe neke, da bi se ga bali. No, če ugotovimo sumljive spremembe na prostati, je to lahko že na otip, torej, je to že lahko eden izmed vzrokov, da se odločimo za biopsijo prostate. Naredimo pa tudi ob palpatorno nedolžni prostati dodatne preiskave, že omenjen PSA, ki ga določimo praktično vsakemu moškemu v diagnostičnem postopku ugotavljanja raka prostate. In potem pri povišanih vrednostih, ki so pa relativne, treba je upoštevati starost moškega, velikost prostate, eventualne težave z uriniranjem, ki jih ima. Gledamo pa tudi dinamiko PSA-ja, torej ne določimo samo ene vrednosti, ampak spremljamo gibanje PSA skozi čas in gledamo, ali se ta povečuje. To je neki najbolj tisti znak, ki nam da vedeti, da se nekaj na prostati dogaja. No, ob takšnem povišanem PSA sledijo slikovne preiskave, to je magnetna resonanca prostate, ki je eno natančno slikanje prostate, ki nam potem pokaže, ali so v prostati kakšni sumljivi areali, kjer bi se lahko nahajal rak prostate. In šele, ko imamo to potrditev, ali pa recimo tudi ob normalnih izvidih magnetne resonance prostate, pa ob tem stalno narašča PSA, se odločimo za biopsijo prostate. Vemo, da raka prostate zdravite na različne načine, seveda odvisno od več dejavnikov. Kaj vse morajo zdravniki upoštevati in ali se pogosto odločijo za odstranitev prostate? Kar se tiče samega zdravljenja, je potem odvisno od oblike raka prostate, ki ga odkrijemo. Namreč pogosto odkrijemo tako imenovano klinično nepomembne rake prostate, z drugim imenom jim rečemo tudi nizkorizični rak prostate. To pomeni, da je to neka manjša lezija v prostati, predvsem pa nam histopatološki pregled pove, da te celice niso agresivne. Ta agresivnost celic se meri na eni lestvici, tako imenovani Gleasonovi lestvici, ki za rakave bolnike zavzema številke od 6 do 10. 6 je najmanjši seštevek po Gleasonu, ki še pomeni rakovo bolezen, ampak je to dejansko ugodna histološka oblika. Medtem ko 10 so najbolj agresivne oblike in tiste so seveda najhitreje napredujejo in jih nekako se najbolj bojimo. Torej, glede na vse te naštete dejavnike, se potem odločimo za določeno vrsto zdravljenja in dejansko lahko nizkorizične oblike raka prostate tudi zgolj opazujemo brez aktivnega zdravljenja. To seveda ne pomeni, da kar pozabimo na bolezen, ampak takšnega pacienta redno spremljamo, ponavljamo meritve PSA, da vidimo, kaj se dogaja. To je eden izmed pokazateljev aktivnosti raka prostate. Ponavljamo tudi slikovne preiskave, magnetno resonanco prostate, da vidimo, če lezija, ki se vidi na magnetu, raste. Po potrebi ponavljamo tudi biopsije, da vidimo, če se ta agresivnost celic spreminja. In, kot sem rekel, nizkorizične rake prostate lahko tudi zgolj opazujemo, medtem ko bolj višje rizične, od Gleason 7 naprej, se pa ponavadi že odločamo o aktivnem zdravljenju, kjer je možna radikalna operacija, radikalno obsevanje, predvsem te vrste pride v poštev. No, druga zgodba je spet, če že ob diagnozi gre za razširjen rak prostate, kjer so že prisotni
zasevki v drugih organih. Tam imamo seveda drugačen način zdravljenja, ker potem zgolj na mestu prostate zdravljenje ne bi bilo dovolj, saj je bolezen razširjena po celotnem telesu in tam seveda uporabljamo sistemska zdravljenja. V prvi fazi hormonsko zdravljenje, dodatno pa možno še dodatna novejša hormonska zdravila, kemoterapija ali kakšna dodatna onkološka zdravljenja. No, naš bolnik nadaljuje svojo zgodbo, žal pa je prav on eden od tistih, ki so jih doleteli neželeni stranski učinki. Robotska operacija, ki je bila izvedena brez težav, je seveda po predvidevanjih pustila stranske učinke, s katerimi te sicer jasno seznanijo že pred samim posegom, vendar človek potiho le upa, da ga kakšen od njih obide. Glede na to radikalno, da ne rečem čiščenje, sem se hočeš nočeš moral sprijazniti z izgubo libida, erektilno disfunkcijo, stresno urinsko inkontinenco, kar seveda za nobenega moškega verjetno ni enostavno. Nekako največja nevšečnost, na katero sem se moral privaditi, je bila dokaj izrazita urinska inkontinenca, saj sem na dan porabil tudi do 8 predlog. Ta težava se je skozi prva leta po posegu malenkostno zmanjšala, vendar ne v zadovoljivi meri. Zato so mi svetovali vsaditev mrežice Advance, katera poveča zapiralni trak bulbarne sečnice in tako posledično omili ali povsem odpravi inkontinenčno težavo. No, pri meni se je to izkazalo kot zelo uspešno, saj trenutno uporabim na dan večinoma samo eno predlogo. Po 8 letih se je vrednost PSA začela počasi spet dvigovati in izvidi so pokazali, da imamo v področju levega zgornjega režnja pljuč solitarni zasevek, ki naj bi bil v povezavi s prostato. Ugodni rezultati stereotaktičnega ciljnega obsevanja zasevka na onkologiji v Ljubljani so se po dobrem letu, konec leta 2024, začeli zopet spreminjati, saj je trenutni PSA 0,8 in je v rahlem porastu. Tako da načrtujemo vse potrebne preiskave in morebitno uvedbo zdravil, ki jih vsaj do sedaj nisem jemal. Stranski učinki operacije običajno moške zelo prizadenejo, tudi psihično. Kdaj in zakaj se pojavi erektilna disfunkcija in zakaj pride do inkontinence? V prvi fazi oziroma največkrat prisotne so težave z erekcijo. Po operaciji prostate namreč po bazi prostate potekajo žile in živci, ki potem grejo v moški spolni ud. Te živce sicer mi ohranjamo, jih odmikamo, ampak včasih je že to dovolj, da so živci prizadeti, mi rečemo, da so užaljeni in da slabše prevajajo impulze. In to seveda lahko povzroči težave z erekcijo. Druga takšna posledica operativnega posega na prostati je uhajanje vode, kot sem že prej omenil. S prostato odstranimo tudi del sečnice, ki potuje skozi prostato, in na tem mestu je praktično se nahaja na nivoju vratu mehurja tudi notranja mišica zapiralka, ki je najbolj pomembna pri zadrževanju vode. Moški sicer imamo še zunanjo mišico zapiralko, ki se nahaja pod prostato, ampak ta ni predvidena za dolgotrajno delo celodnevno. In zato včasih pri kakšnem fizičnem naporu, hoji, fizični aktivnosti voda lahko uhaja. No, če je pa dejansko, poškodovana tudi zunanja mišica zapiralka, kar se včasih glede na anatomske razmere, če prostata res prav raste v to zunanje mišico zapiralko in jo je pa seveda zaradi rakave bolezni treba odstraniti, takrat pa je lahko takšna inkontinenca urina, torej uhajanje vode, tudi bolj resno in večje. No, kar se tiče obeh teh omenjenih komplikacij, nekje v literaturi je navedeno, da uhajanje vode se pojavi po operacijah prostate nekje do 10%, medtem ko težave z erekcijo, predvsem če ne gre za uspešno ohranjevanje živcev, tudi v 50%. Tako da ja, določene posledice, ampak vsako aktivno zdravljenje prostate ima določene posledice.
Kot smo slišali, se je bolezen pri Juretu razširila na pljuča. Kako pogosto se to zgodi in kam se največkrat razseje rak prostate? No, sicer bolnik je omenil, da je bilo potrjeno, da je bila ta zasevek na pljučih v povezavi z rakom prostate in seveda to se da dokazati z kakšnim odvzemom biopsije, torej materiala iz te metastaze, ampak moram reči, da je to relativno redko. Prostata največkrat zaseva v bezgavke, v medenici in potem tudi v ostale bezgavke in pa v kosti. To sta primarna mesta zasevanja raka prostate. Lahko seveda v poznejših fazah zaseva tudi kamorkoli, tudi v jetra, tudi v možgane, tudi v ledvice. Celo v testi dejansko ni nobenega organa, kjer se ne bi moglo najti po literaturi tudi zasevkov raka prostate, ampak to je vse bolj redko. Primarno mesta zasevanja so torej bezgavke in kosti. Preživetje raka prostate, če ga odkrijemo v zgodnjih fazah, je zelo dobro. Celo, tako bom rekel, rak prostate nasplošno ne slovi kot najbolj nevaren rak od rakov, ki se pojavljajo kjerkoli po telesu, čeprav je seveda še vedno umrljivost pomembna in še vedno dosti moških umre zaradi raka prostate. Ampak nasplošno je 5-letno preživetje danes okoli 95%, medtem ko če odkrijemo raka prostate v zgodnji fazi in ga tudi potem uspešno zdravimo, je celo 15-letno preživetje blizu 95%, kar so seveda za rakave bolezni zelo dobre številke. Viva podcast. Seveda, zdravstvene težave takšne ali drugačne človeku preoblikujejo željeno življenjsko pot. Mene so začele dohitevati standardno, nekje po 50. Vsaj do takrat skoraj nisem poznal zdravnika. Je pa res, da je dobra večina moje življenjske poti že od malih nog ob najbližjih prepletena z nič kaj zavidljivim spoznavanjem različnih telesnih pa tudi duševnih oblik različnih bolezni, kar pa lahko tudi štejem kot življenjske izkušnje, ki me utrjujejo in posledično nekako dvigujejo tisti mejni prah, kjer se te zaradi bolezni še posebej svoje dotaknejo tudi strah, tesnoba, stres, nemir. Družina, prijatelji in priznam deloholizem pa me na nek način bogatijo in mi pri tovrstnih težavah pomagajo v čim večji meri ohraniti optimizem in pozitivno naravnanost. Najbrž se bolniki z rakom prostate soočajo zelo različno, odvisno tudi od posledic zdravljenja. Kakšne so vaše izkušnje, dr. Bratuš? Vsaka diagnoza rakave bolezni je seveda en šok za bolnika, eno stresno dogajanje. Sicer pri prostati morda, ker imamo te že omenjene nizkorizične rake prostate, ki jih zgolj opazujemo, ki so neke vrste kronična bolezen in ne nujno življenje ogrožajoča bolezen. Tu moram reči, da to se je v zadnjih 10 letih to aktivno opazovanje dejansko okrepilo v naših smernicah in ga ponujamo vedno večjemu številu pacientov. In pacienti od začetka so bili, se mi zdi, zelo skeptični ali pa jih je bilo strah, da bi eno maligno bolezen zgolj opazovali. Ampak kot rečeno, v smernicah je zdaj to potrjen dober način obvladovanja nizkorizičnega karcinoma prostate in nam pacienti kar zaupajo. Morajo biti aktivno zdravljeni in imajo zaradi tega zdravljenja neke posledice. Seveda za vsakega moškega je neprijetno, sploh če je to še moški v aktivni dobi, če nastopijo težave v spolnem življenju, da ne govorimo o urinski inkontinenci, ki je vsekakor na nek način ena, tako bom rekel, v družbi nesprejemljiva težava in paciente zelo obremenjuje. Nažalost, v našem zdravstvenem sistemu nimamo kaj dosti velikih možnosti usmerjene psihološke podpore s strani strokovnjakov, tako da moramo včasih vlogo psihologa ali psihiatra prevzeti kar urologi,
ki pacienta na nek način tolažimo in usmerjamo in mu probamo jih prepričati v to, da je treba gledati tudi ob možnih komplikacijah ali pa ob obstoječih komplikacijah na pozitivno stran, da smo pa neko agresivno, maligno bolezen vseeno do te mere ozdravili, da je pacient živ in da še vedno lahko normalno funkcionira vsaj v nekem delu svojega življenja z seveda določenimi omejitvami. Za konec pa nam bo Jure zaupal še, ali se je njegovo življenje zaradi bolezni in po bolezni zelo spremenilo. Mogoče kaj malega, ampak mislim, da ne. Saj sem pred 10 leti, ko mi je življenje na pot postavilo to prepreko, skupaj z zdravniki, katerim sem popolnoma zaupal, dokaj skrbno pretehtal vse možnosti, ki so bile takrat na voljo za zdravljenje tovrstnih težav. Je pa res, da je v vseh teh letih medicina tudi v tej smeri kar občutno napredovala, tako da ima bolnik, ki se s tem sreča, zagotovo veliko več možnosti za uspešen rezultat zdravljenja. Veliko več je tudi dosegljivejših in obširnejših informacij, ki ti ob zdravniških nasvetih pomagajo pregnati vsaj večino tistih začetnih strahov in negotovosti. Za moškega je po moje pomembno tudi to, da poskuša po diagnozi nekako čim prej ozavestiti in sprejeti morebitne nevšečnosti, ki jih nosi ta bolezen, katera pa bo seveda ob odgovornem spremljanju njenega stanja najverjetneje sopotnica vse življenje. Ob vsem tem pa ti nabrane izkušnje kaj kmalu povedo, kot sem že prej omenil, da še zdaleč ni konec sveta, v katerega si bil prepričan na začetku te poti, po kateri pa nas hodi kar veliko moških. Koliko pa so se, dr. Bratuš, v zadnjih 10 letih spremenile možnosti zdravljenja? Bi Jureta danes zdravili drugače? V bistvu se možnosti radikalnega zdravljenja prostate niso bistveno spremenile v 10 letih. Predtem, če gledamo še nekaj desetletij nazaj, je bil veliki tehnični razvoj, torej že omenjen prehod iz zgolj odprtih operacij preko laparoskopskega dostopa do robotsko asistiranih operacij, je vsekakor bil en napredek v kirurških posegih. V zadnjih letih, bom rekel tudi v desetletjih, predvsem pa v zadnjih 10 letih, se je zelo spremenilo zdravljenje napredovalih oblik raka prostate. Imamo ogromno novih onkoloških zdravil, novejša hormonska zdravila, novejše oblike kemoterapije, tudi kombinacije omenjenih, tudi obsevanje se je tehnološko izpopolnilo. Včasih so obsevali recimo možnosti raka prostate, so bila obsevanja zgolj zunanje telesno, zdaj imamo tako imenovano brahiterapijo, kjer se obseva z radioaktivnimi iglicami, ki se vsadijo v samo prostato. Tako da razvoj je tukaj bom rekel, v zadnjih 10 letih seveda šel naprej, ampak pri primeru našega pacienta mislim, da bi bil postopek kar enak. On je imel, bom rekel, klinično pomemben rak prostate, zaslužil radikalno zdravljenje in radikalno zdravljenje je takšno, kot sem rekel, edino, kar se je spremenilo, da je večja dostopnost tehnološko bolj modernih pristopov. Ali je rak prostate danes še vedno tak tabu, kot je na začetku dejal naš bolnik, ali se je v 10 letih kaj spremenilo? Jaz mislim, da to ni omejeno na raka prostate. Moški smo sploh bom rekel, med obema spoloma tista vrsta, ko se zelo neradi pogovarjamo o svojih boleznih, ne. Moški načeloma hoče biti zdrav, to je nekje pregovorno, eno tako mačistično gledanje, ne. In večino mojih pacientov zaradi simptomov, tudi kar nima nobene veze z rakom prostate, zgolj zaradi nekih simptomov uroloških, naročijo na pregled njihove žene, partnerke, ker moški nekako sam sebi ne prizna, da bi lahko bil bolan. Tako da vsekakor je to še vedno tabu tema, moški ne radi o tem se pogovarjajo, čeprav tudi v svetu, pa tudi pri nas je že kar nekaj znanih osebnosti zbolelo z to boleznijo in o tem spregovorilo, tako da se mi zdi, da se vseeno odnos spreminja, da ta tabu počasi pada, da nekako moških več ni tako nerodno priznati, da imajo recimo raka prostate.
Mislim, da se bo to dodatno spremenilo še z uvedbo presejalnega programa na raka prostate, ki je tudi v Sloveniji že bil odobren, ampak je še v povojih, treba je še čisto logistično določiti, kako bo to potekal, ampak dejansko bo to potem, tako kot imamo program SWIT, program prostate, se bodo verjetno tudi moški o tem pogovarjali, si že dal svoj PSA, kakšen pa je, malo več podatkov bo to in seveda več, ko se v medijih govori o neki bolezni, manjši tabu postaja. Strokovna skupina za raka prostate sicer že pripravlja strokovne podlage za organizirano presejanje preko pilotne raziskave. To bo omogočilo pravočasno odkrivanje in zdravljenje življenjsko nevarnih oblik bolezni, hkrati pa preprečilo prekomerno diagnostiko ter nepotrebna zdravljenja, izboljšalo kakovost življenja bolnikov in dolgoročno znižalo umrljivost. Viva podcast. O raku prostate brez filtra sta spregovorila bolnik Jure in specialist urolog primarij Dejan Bratuš. Z njima sem se pogovarjala Mateja Jordan.